Lepo zdrav vsem skupaj, znova sem vam Oglašan Kristižmahar iz duhovnega ateljeja Potovanje duše, tokrat z novimi 5 koraki, za katere ste poročali, da vam izjemno pomagajo pri vaših življenjih, kar me tudi seveda srčno veseli, zaradi tega vse to počnemo, zaradi tega vse to snemamo in vsekakor upamo, da smo nekako del izboljšanj vaših življenj, vašega vsakdana. Tokrat se bomo dotaknili 5 korakov, to pomeni teme, ki vam je nekako morda v tem obdobju dala zamisliti, in ta tema je sledeča. Vas že zanima, kaj je? No, ta tema je to, da ste se spraševali, kako v življenju vemo, da nekaj resnično, mi, ki se ukvarjamo z duhovnostjo, temu rečemo božansko vodeno. To pomeni, da je bila prava inspiracija, da je bil klic duše, da je napočil tisti trenutek, ko vemo, da se je vsa sestavljanka vesolja točno na prava mesta postavila in da je čas, da ukrepamo, in kdaj vemo, da pa kljub temu, da je morda občutek tako zelo močan, pa ni stvar ravno tista, za katero je bilo treba v tem trenutku kaj narediti ali bi bilo treba kaj narediti, ampak je morda vse skupaj prišlo kot iluzija ega, kot preizkušnja, kot vzorec. Najbrž ste recimo že ugotovili, da se velikokrat zgodi tako, da nekaj enostavno ne moreš prezreti, kajti občutek je tako močan in veš, da moraš nekaj narediti, ampak potem to narediš in imaš samo 2 opcije. Ali bo zadeva imela blazno dober rezultat, ali pa bo pa zadeva morda imela celo malce slabši rezultat, kot je bilo recimo preden smo se odločili, da bomo to naredili. Vprašanje se definitivno poraja, zakaj so si te zgodbe tako različne. Tudi sama sem začela o tem razmišljati, naprimer, ko sem slučajno gledala en intervju, najbrž poznate igralca Kevina Costnerja, ko je razlagal, da je v sebi zelo močno čutil klic, da bo postal igralec, in je šel v Ameriko, pač v Hollywood, in je vedel, da je to, in je spal v avtu, in ko je klical na okolje agente in studija je puščal svojo telefonsko, ki je bila v bistvu telefonska številka govorilnice, kjer je on spal. Torej on je spal zraven te telefonske govorilnice in čakal klic. Nato se je zaposlil v enem izmed teh studijev, tako da je ta studio pospravljal in je bil hišnik, no in sčasoma je postal eden izmed zelo velikih imen v igralskem svetu. Definitivno me je ta zgodba zelo inspirirala, tudi njegova starša, kako sta reagirala, kako sta ga podpirala, in morate priznati, da to je bila dokaj drzna poteza in veliko ljudi se kaj takega odloči, vendar smo ugotovili že po mnogih zgodbah tudi to, da včasih je rezultat tak, kot je recimo pri Kevinu Costnerju, ker smo ga izbrali za primer, včasih pa se zadeva konča tudi z razočaranjem. In vsekakor si ljudje želimo, tako smo naravnani in morda je čisto prav tako, prihraniti ta razočaranja, zato bi morda danes obdelali 5 korakov, kaj je tisto, kako vemo, da je nekaj prav za nas, božansko vodeno ali prihaja iz vzorca, in kako dejansko doseči to, da bomo imeli tiste prave korake, da bomo po teh vodstvih tudi hodili. Zato vsekakor ostanite z nami. No, pa že prihaja naš prvi korak. Kako veš, da je nekaj božansko vodeno, pomeni, da je napočil pravi trenutek? Vam bom dala zelo preprosto formulo. Morda se ne boste čisto vsi strinjali z menoj, vendar kako sem že uspela toliko zgodb spremljati, da sem ugotovila, da več ali manj tole kar drži. Božansko vodstvo, božansko vodenje, inspiracija nebeška, recite, kakor boste temu želeli, klic duše, saj vseeno, ni histerično. Veste, veliko ljudi v današnjem obdobju, ko se bomo bližali tudi Vesako in podobno, zelo odreagira, ne bom rekla histerično, na tak način, da vpijejo in tako. Nisem sploh to mislila, vendar morda vse skupaj prenaglo. To pomeni, ne vem, nekaj se je zgodilo v odnosu in takoj začutiš, da ga moraš sedaj zapustiti, partnerja, da to ni to. V veliko primerih morda to drži in je morda to res, vendar včasih pa ni to. Morda je to samo klic, da morate nekaj spremeniti. Vsekakor ne bi želeli potem odnosa zaključevati prehitro. Še ena inspiracija, božansko vodenje, kakorkoli si že ljudje razlagajo, je recimo, ne čutim več te službe, moram jo zapustiti zdaj, ta trenutek, in dajo na hitro odpoved, nimajo nove službe, niti ne vejo, kaj bi delali. Pa rečejo, to je bilo božansko vodeno, vem, da se bo nekaj zgodilo. Pa se nekaterim potem tudi
tudi več let, potem nič ne zgodi, ne pride nova služba, ne morajo zaštartati lastnega podjetja, pa kako, če je bilo božansko vodeno. Nekaj vam moram povedati, božansko vodstvo je mirno, kajti nebeška vibracija je mirna vibracija. Zaradi tega, ko prija božansko vodstvo, ni te histerije zadaj, ni da moraš narediti zdaj. Tudi če je recimo inspiracija, ki pravi ukrepaj zdaj, to pomeni ukrepaj zdaj, kaj bo prvi korak, kako bomo potem, kako lahko narediš, kaj lahko osvojiš, kaj lahko narediš na sebi. Razumete, se nič ne čaka, ampak še vseeno pa ni tiste potrebe, da rušimo stvari. Nebeška vibracija, angelska vibracija, vibracija vesolja nima te tendence, da mora vse porušiti, spraviti nekoga pod zelo težek stres in ukrepati instantno tako za ceno vsega. Veste, to je tisto, enkrat sem slišala en ameriški pregovor do or die, kar pomeni naredi ali umri. To ne bo v tem primeru držalo, tako da če se boste nekaj odločili, če čutite, da je božansko vodeno, bo najprej prišla kot mirna ideja in bo narekovala ukrepanja, korake, vendar ne bo zahtevala, da zato porušiš ali svojo varnost, ali da moraš narediti to tisto sekundo, da rabiš koga žrtvovati, ampak bo poiskala najboljše poti. Tako da to je tisti prvi korak, na katerega se definitivno lahko osredotočite, in če boste čutili ta mir in kjer ni nobenega pritiska, nobenih zahtev, kajti to dela človeški ego, potem boste vedeli, da verjetno črpate iz prave informacije. Pa gremo naprej, čaka nas že drugi korak. Drugi korak pravi, vkolikor je nekaj božansko vodeno, potem se zgodi to, da se zadeve manifestirajo. To pomeni vse tisto, kar pomisliš, lahko tudi spraviš v dejanja. Ljudje pravijo, da čutijo, da je nekaj recimo božansko vodeno, vendar tega ne morejo narediti. Žal mi je, ampak ugotovila sem, da če nekaj božansko vodeno, to pomeni, če mi črpamo iz energije duše, ona tudi ve, kako bo to manifestirala v zemeljskem življenju. Tako da, vkolikor imate neke ideje, se vam zdi, da nekaj božansko vodeno, pa pojma nimate, kaj bi za to naredili, čakate doma, nimate volje, vas je strah, potem morda je prišel trenutek, da se malce ustavite in da pogledamo, če je res božansko vodeno, ali je to ta stvar, ali pa bo treba nekatere stvari pogledati prej. Kajti, lejte, lahko da je tudi božansko vodeno, vendar če tega ne moreš zmanifestirati, zadaj neke druge blokade, neke druge ovire, in preden boste želeli nadaljevati z nekaterimi drugimi koraki, bo treba te ovire seveda odstraniti, kajti če ne, boste na koncu samo zamerili temu božanskemu vodstvu in bo vse skupaj le slab spomin, lahko izgubite vero, to je pa vsekakor nekaj tistega, kar nočemo. Zato bomo tudi seveda se malce sedaj dotaknili tega, kako se te ovire odstranjujejo, kako se spopademo s tem in kako seveda potem sledimo naši pravi poti. In potem seveda prihaja naslednja stvar. Vkolikor je nekaj božansko vodeno, nekako se po zakonih manifestiranja verjame in tudi uči, da potem ovire ne bi smele sploh stopiti na našo pot. Kajti, če je nekaj na naši poti zapisano, veste, obilje vesolja ni napor, je nekaj, kar je tako kot v naravi, pripada nam, zgodi se, razumete, ta energija teče. Jaz se bom mogla strinjati tudi s tem, vendar moram pa tudi reči, da sem videla pa vse preveč tudi zgodb, ko je bilo nekaj namenjeno, ko je bilo nekaj vodeno, ko je bilo božansko namenjeno, kakorkoli že, ampak ljudje temu niso mogli slediti, pojavili so se zelo težke ovire in nekako se potem pojavijo vprašanja, kaj pa zdaj, kajti če sem bil tako voden, zakaj bi potem sploh ovire prišle? Zaradi tega, ker nekaj naš božanski namen, nekaj naše božanske vodnje, nekaj pa naš zemeljski obstoj. In veste, lahko se zgodi to, da vam recimo iz podzavesti pridejo stari vzorci, strahovi, lahko so vas čisto neki drugi ljudje prepričali, da nečesa ne zmorete, in potem, ko se to dvoje udari z božanskim poslanstvom, da si to zelo kontraindiktorni energiji, ki se v nekem človeškem obstoju zelo po domače povedano stepeta. V tistem trenutku ljudje mislijo, da je vedno
rešitev samo v vztrajanju. Ja, seveda, vztrajanje je definitivno pravi način, pravi odgovor velikokrat, vendar ne samo to. Vkolikor je nekaj res božansko vodeno, občutek pravi, pa se ovire ves čas pojavljajo, se boste mogli ustaviti in vedeti eno stvar. Ne želite v svoje božansko poslanstvo, v božanski namen nadaljevati tako, da boste polni vzorcev, strahov ali ničesa, ki so vam naložili, ker boste ti dve vibraciji ves čas v nasprotju in ne boste imeli dobrih rezultatov v tej kombinaciji. Kar pomeni, ustavite se, zatecite se v knjige, v meditacijo, v karkoli, da odstranite te ovire, kajti pravzaprav te ovire prihajajo ponavadi znotraj nas. In ko boste te dvome in vse to odstranili, boste ugotovili, da božansko poslanstvo na to tudi naprej steče. Vse preveč ljudi pri resničnem božanskem poslanstvu čuti, da je to prava pot in potem se ne morejo sprijazniti, da se morajo ustaviti, pogledati, kaj se lahko modificira. Vendar vam moram reči, da to je prava rešitev, kajti če ne, razumete, če niste pripravljeni počakati in opraviti dela, ki je potrebno za božansko poslanstvo, potem vsekakor ne boste želi teh rezultatov in potem je frustracija samo še večja. Zato bi vam rekla, da vkolikor se ovire pojavlja, da opravite to delo, kajti potem bodo nagrade čudovite in ta občutek tega potem božanskega namena bo nekaj najlepšega, kar se vam zgodi v življenju. To je to in sedaj nas čaka že naslednji korak. Ok, tale korak, upam, da vam bo všeč, ampak vendarle je zelo resničen. Vse preveč ljudi sem videla, ki ima življenjske namene in te so lahko zelo različni, veste. Za nekoga je to kariera, za nekoga je ljubiti, za nekoga je sočutje, vse niti ni pomembno, ampak ko ljudje najdejo tisto, kar je božansko vodeno, ne menjajo mnenja. Vse preveč ljudi sem videla, ki so našli nekaj, za kar so v trenutku sveto trdili, to je tisti naš prvi korak, sveto trdili, da je to za njih, da je to božansko bilo vodeno, delali so hitre, instantne odločitve, potem pa, ko ni šlo čisto po tej poti, so pa zamenjali mnenje. Vkolikor ste uspeli za nekaj, za kar ste trdili v enem srčnem trenutku, da je to, uspeli zamenjati mnenje, potem to nikoli ni bilo to, potem je bila to iluzija. Potem ni čas, da se obsojate, potem je čas, da si oprostite, vendar zato sem vam nekako skušala s temi koraki pomagati, predvsem tisti prvi korak, da ostanite mirni, da se zadeve pripravijo in tako naprej, ker če vi nekaj na hitro naredite, potem pa vidite, da ne gre in rečete, to pa ni za mene, potem tudi nikoli ni bilo. Kajti pravi življenjski namen, tisto pravo božansko vodenje je, to moraš imeti, to si ti, to postane del tebe. Morda modificiraš poti, to pomeni določene stvari lahko prilagodiš, mogoče spremeniš določene načine, kako to deliš z drugimi ljudmi, pa na vse zadnje tudi sam seboj, ampak ne menjaš pa mnenja, ali je to ali ni to. Pa bom dala čisto klasičen primer, nekdo se zaljubi in reče, to je moj življenjski namen, s tem človekom moram imeti otroke, moram imeti ne vem kaj, potem pa, ne vem, prije prva kriza pa reče, to in to in gre k nekomu drugemu. Potem ta oseba že v prvi vrsti ni bila nekako božansko vodena. Enako velja za kariere, priložnosti, ideje. Tisto, kar bo božansko vodeno, tisto, kar je tvoj namen, ne spreminjaš mnenja. Kakorkoli že je, enostavno, to je del tebe, to si. Jaz dostikrat rečem, da ne vem, kaj bi bila jaz kot Kristi, če ne bi bila to, kar sem zdaj, če ne bi na tak način delala, če ne bi sedaj tukaj sedela in to z vami se pogovarjala in snemala. Nekako čisto iskreno mislim, da se bo skozi leta morda moje delo lahko tudi malce spremenilo, vendar zadaj bo še vedno ista energija. Vedno želim služiti ljudem, vedno želim dati upanje, vidim se kot nekakšen glasnik, želim ljudem pokazati, da se da. Dala sem težke čase, čez jih premagala, se še zgodijo, veliko se učim in to delim z drugimi. Ni važno, na kakšen način bom to delala, so to meditacije, bomo delali tečaje, bodo to knjige, ni važno, namen je isti. Nikoli ga ne bom spremenila, kajti to sem jaz. Sedaj upam, da sem vam to uspela približati, ampak to je še eden izmed korakov, ki vam bo v življenju definitivno pomagal, da boste to vedeli. Tako da to je to. In čeprav štejem, nas čaka samo še en korak. No, peti korak, za tega pa sem prepričana, da vam bo všeč. Peti korak je korak, ki pravi, da pri božanskem vodenju bodi pripravljena verjeti v čudeže. Veste, ko je nekaj božansko vodeno,
je včasih tisto, ko ljudje rečejo, da si imel več sreče kot pameti, pa se malce hecamo, vendar morda na nek način tudi drži. Veste, ko je nekaj božansko vodeno, se stvari zgodijo, ne glede na to, če pride do vere, kar smo nekako že v 3. koraku obdelali, ki jo boste vi morali premostiti, vi nekaj narediti, zato bo potem zadeva stekla. Takrat pričakujte čudeže, ljudje pridejo v vaše življenje, ponudijo vam stvari, dobite neke ideje, za katere nikoli ne bi mogli verjeti drugače, da iz vas prihajajo, pa res prihajajo. Kar bi vam pa morda samo pri teh čudežih dodala, božanski timing, ne vem, če ste kdaj slišali ta izraz, to pomeni božanski red, je čas, ki točno ve, pozna namen duše, kako se zmanifestira, kje pade na plodna tla, kdaj pade na plodna tla. In tudi v trenutku, ko se zdi, da se nič ne dogaja, se zadaj za temi gledališkimi zavesami odvija marsikaj, pripravlja se na predstavo. In kljub temu, da se zavese niso še dvignile, ne pomeni, da se zadaj nič ne dogaja. Predstava se bo začela, bo vas očarala in na koncu boste ploskali. Tako da v vsakem primeru, ko ste v božanskem namenu, zelo ohranjajte to energijo upanja. Vedite, da se dogaja, vedite, da božansko vodenje ne pusti na cedilu in da naše duše vejo, kdaj je pravi čas, da so pravi trenutki, kdaj so prava mesta in kako na najboljši način to narediti. Iluzije ega velikokrat izsiljujejo, hočejo takrat, hočejo v tistem mesecu, hočejo na tisto uro in na tisto minuto. Vendar, če se malce prepustiš, ugotoviš, da duša zna vedno izbirati prave božanske čase. Tako da to se je vedno, ko pridejo tisti trenutki, ko malce podvomite, se spomnite na to ali poslušajte ta video še enkrat, če bo treba. Ampak to je tisto, kar sem vam želela danes nekako položiti na srce. Jaz upam, da sem vam pomagala, upam, da vam je sedaj veliko lažje, da se tudi veselite vaših božanskih namenov. Seveda smo zato tudi mi tukaj, da vam pomagamo, da najdete sebe. Mi smo orodje. Razumete, sicer verjamem, da smo dobro orodje in radi vas imamo, vendar mi smo orodje, da vam pokažemo, kdo ste, zato da lahko najdete svoje božanske namene. Tako da definitivno sedaj lahko že počasi razkrijem, da kmalu po prvomajskih na vaše maile prihajajo nove brezplačne meditacije. Mihael Žmahar, moj dragi mož, se je odločil tudi, da začne voditi meditacije, meditacijske terapije. Imamo nove CD-je, imamo nove krasne tečaje, kot je tečaj parapsihologije, medijstva, matrica uspeha prihaja in tako naprej. Vse to so različna orodja bila skrbno pripravljena kot naše ideje, kot naš božanski red, zato da lahko pomagamo vam. Zato vas definitivno vabim, da si še pogledate naprej ta video, nekaj tega sem vam pripravila, da lahko pogledate, vse ostalo pa lahko najdete na www.potovanjeduše.si ali www.mihaelžmahar.si. Želim vam uspešen teden, uspešnih 5 korakov in se slišimo, vidimo.